ta konkreten Ford Tourneo Custom je poseben v tem, da je asimetričen. Da vam pokažem. Če ga pogledamo iz voznikove perspektive, vidimo, da je to klasičen tovorni kombi z eno samo sedežno vrsto. Če pa ga pogledamo iz sovoznikove strani, pa vidimo, da imamo kar naenkrat dve sedežni vrsti. Se pravi, tukaj je spredaj še vedno prostor za 3 potnike, imamo pa še takšno dodatno klop za 2 potnika. In zdaj, kot vidite, ta potnika nimata okna na levo stran, ven lahko gledate samo skozi desno okno. In v čem se kaže korist takšne podaljšane kabine? Namreč pri klasičnih kombijih s podaljšano kabino imamo ponavadi ta tovorni prostor omejen, da ni tako dolg. V primeru Forda Tourneo Custom Multicab pa imamo ta prostor bistveno daljši. Poleg 5 potnikov prepeljemo tudi tisto dolgo lestev. In eno tehnično zanimivost je imel ta kombi, ki jo zelo priporočamo. Ko sem se usedel v ta Ford Tourneo Custom, me je vzvratno ogledalo pobaralo, naj vtaknem notri vsaj 32 GB veliko SD kartico. In seveda sem se najprej vprašal, zakaj, ampak potem sem se spomnil, da seveda sej na zadku imam pločevinasta vrata, skozi katera pač ne morem videti, torej nimam prostega pogleda nazaj. Vzvratno ogledalo je torej zaslon. In ta zaslon prikazuje sliko, ki jo posname kamera, ki so jo vgradili kar na sredino tistih pločevinastih vrat. Nimam pa samo kamere na zadku, ampak je kamera tudi na zunanjem delu tega vzvratnega ogledala. In ta kamera je dodatna ekstra kamera, to ni tista kamera, ki jo sicer kombi uporablja za asistenčne sisteme. In ta kamera je seveda cestna, prometna, varnostna kamera, se pravi tista kamera, ki v žargonu pogosto rečemo dashcam. To je tista kamera, ki nam zagotavlja tiste smešne posnetke iz ruskih cest, ki jih tako radi gledamo na družbenih omrežjih. Kakorkoli že, na SD kartico se zapisujejo podatki, se pravi posnetki iz prednje in zadnje kamere simultano, hkrati. Dejstvo pa je, da potem, ko sem ugotovil, da imata te 2 kameri kar lepo sliko, sem začel posnetke shranjevati tudi kar tako. Recimo takrat, ko sem se vozil po neki lepi cesti, zato, da sem si tiste občutke shranil za spomin.